Veš, ta monovolumenska čuda so avtomobilisti tako spimpali, vrhunski so za družine, za ljudi z aktivnim življenjskim slogom, boljši kot SUV-ji. Si upam trditi, ampak vse njim moramo pomahati, dio. Dajmo začeti z očitnim plus. Ne obljubim, da ne bom na koncu tega videa malo slabe vole. Pa dež pada. Ne spomnim se, kdaj sem nazadnje snemal vlog o dežju, ampak včasih tako pride, kaj sploh to razlagam? Daj ti avto pokažem. Poglej, tole je Ford S-Max. Dvomim, da med vami obstaja kdo, ki tega enoprostorca ne pozna. Verjetno ga je mrzdo med vami tudi že celo imel ali pa vsaj svojo ritko, kdaj že parkiral na katerega od njegovih običajno 7 sedežev. Zdaj, Ford S-Max je enoprostorc, ampak včasih je bilo ful modern tem avtomobilom reči monovolumenski. Taka huda beseda, a ne? In točen tale je opremljen z opremo Vignale. To je tista, ki je daleč najbolj huda znotraj. Vse se malo že vidi. Dej, čak ti pokažem. Poglej, veliko usna, ne samo spredaj, tudi zadaj. Najbrž si takoj opazil tole svetlo oblazinjenje s tem krasnim vzorcem, ki je pravzaprav značilen za opremo Vignale. Tudi če se takole od blizu približaš, a ni lepo? Skladno s trendi gre seveda za hibrida, bencinar plus štrom, saj dizla konc koncev v Sloveniji niti dobiti več ne moraš. Ampak če računaš, da je ekonomičnost glede na maso, glede na mere povsem spodobna, je to tudi čisto ok. Pravzaprav bi šel celo toliko delež, da tale pogonski sklop, ki se skriva pod tem pokrovom motorja, lahko samo pohvalim in čist nič drugega. A veš, je tako, da menjalnik CVT odlično razpolaga z vsem navorom, ki je na voljo. Torej, z navorom, ki pride od bencinarja, pa od štroma tudi. Mimogrede, tale kolešček tukaj na sredinskem grebenu, v tem Fordu, pa tudi veliko drugih, sem imel z njim že zares veliko opravka in moram priznati, da ne poznam veliko boljših, če sploh katero boljšo rešitev za izbiranje smeri vožnje. A veš, o čem je hec? Večina sodobnih avtov, ki imajo avtomatike, to je pravzaprav večino avtov na splošno zadnje čase, tukaj le ven iz sredinskega grebena gleda en tak majhen pizdek. Taka malo širša palčka, ki jo pomikaš naprej pa nazaj, ampak tista se običajno vrne v izhodiščen položaj. In to se mi preprosto ne zdi tako intuitivno, kot tale kolešček, ki ga premikaš v levo ali pa v desno in pol tam tudi ostane. Mislim, ostane lučka, svet tam, ki si ga pustil, in to je za možgane in za oči in za celoten način uporabe še malo boljš kot tista zadeva, takole. Pa še nekaj se mi zdi pomemben. Sodelovanje bencinarja, mimogrede gre za 2,5 litrski izdelek z elektromotorjem. Celoten hibridni sklop se mi zdi, da deluje tako nezaznavno, nezaletavo, čist po resnic, a veš, da 3/4 cajta, ma kaj, še več, sploh nisem imel feelinga, da vozim hibrida. Ker je v bistvu velika pohvala. Pa ne vem, če se mi je kdaj že to kje zgodil. Razen če valjda niso bili mikrohibridi, ampak ti se pa čist menjco nabet, tisti niso ta pravi, polni hibridi, kot jim rečemo. Tako kot je recimo ta. Le, kva se je za en avto pripelil. Nista tekmec, ampak ta na podobno foro špila, veš? To je pa Mazda CX-60, tudi ogromen prostora. Ni hecno, ko se ti včasih glih ta prav avto v primernem trenutku pripelje. Saj, veš, tale Mazda CX-60 je vrhunski avto, ampak te hudiči so tisti, zaradi katerih te nimajo pa več zagotovljene prihodnosti. Veš, okej, pojmo nazaj. A veš, o zmogljivosti pa ekonomičnosti nismo še nobene rekli, vsega skup sistemska moč je tam 190 konjev, poraba pa, pazi, tehta 1,8 tone se mi zdi, dobrih 7,5 litrov, seveda gre tudi bistveno manj pod 7, če se res potrudiš, no pa tudi nad 8, če se res potrudiš. Zdaj, kabini se leta, to je treba priznati, ne malo, ampak fejst poznajo, po drugi strani pa tale arhaična postavitev stikal, zato je treba priznati, da tudi že, ko se je S-Max pojavil, koliko 7-8 let nazaj, da ni bila ultra sodobna ta stolpec stikal na levi, pa polomesen velik gumb pa na desni. Ampak bolj gledam tole kabino, ne, tale krik preteklosti mene osebno prej pomiri kot razbur. Hecen, ne, kako se ene stvari spreminjajo skozi čas. Najprej hočemo gumbe, pol jih nočemo, v bistvu jih resnic bolj nočemo, pol hočemo nekaj vmes, pa se posedeš v en avto, ki je bil zasnovan že dolg časa nazaj, pa rečeš, tele tipke pa to je pa kar kul pogruntavšna, mi je všeč. Pa se pa vprašaš ti, kva zdaj mi sploh čisto zares hočemo? A hočemo imeti sam zaslone, ki so cenejši, a hočemo imeti neke hibridne rešitve? Ne? Vsak avtomobilist ima za svojo rešitev, mal tipk, velik tipk, eno tako razmeroma smiselno razlago, ki pije vodo, več ali manj, ne pa vedno. No in če vprašaš mene, ne vem, meni to pije vodo, pa tudi zmeri bo za marsikoga.
Zdaj, okrog splošnega dizajna bi se lahko kregali ali pa strinjali, se v bistvu nima veze. Tale S-Max pa je, to moram priznati, ob tem upoštevam tudi to, da gre za najbolj fino izvedbo, tudi dobro sestavljen. Pri prostoru, ja stari, tukaj nimamo kaj razglabljati. Poglej, druga vrsta placa za 3 odrasle, več kot z lahkoto, tudi zato, ker so sedeži veliki, široki, vsi trije so enako veliki in enako široki. Zakaj že ti avti niso več popularni? Kaj zdaj narobe? Nič ni narobe, lej. Imaš to, imaš misco, imaš plac, vse smeri, kufer, stari. Zdaj, pri meni se to se po moje že navadil, vsem malo bolj redko vidiš čist prazno luknjo. Jaz kufre pač izkoristim v nulo. Običajno so kar polni z opremo, s prtljago, s kufri, z ruzaki, z opremo za snemat, s kovčki, konec koncev z gumam, s feltnam, s supergam in tako naprej. Hočem sam povedati, da je kle placa ogromen, da ta koncept enoprostorca, ma mater, se to pije vodo. Kdo bi si mislil? Ha? Kakšna huda pogruntavšna enoprostorci, ne? No in točen to me pripelje na konc tega vloga. A veš, malo sem žalosten, malo sem jezen, malo sem tudi razočaran, zato ker pred lastnimi očmi gledamo, spremljamo, kako avtomobilski trendi teptajo neke, dajmo reči, da skrbijo za odhod nekih avtomobilskih konceptov, ki so jih avtomobilisti izpopolnili praktično do konca. In jaz se pridružujem mnenju vseh tistih, ki so, oziroma smo kar malo jezni, da se morajo enoprostorci tako malo na silo poslavljati. Naslednjega S-Maxa ne bo. Charan, Alhambra, tega ni več. Tudi Galaxy bo šel pa. Veš, ta monovolumenska čuda so avtomobilisti tako spimpali, vrhunski so za družine, za ljudi z aktivnim življenjskim slogom, boljši kot SUV-ji. Si upam trditi, ampak vse njim moramo pomahati, dio. In čisto resnic, pravzaprav gledaš eno zadnjih enoprostorskih opcij, ki je še na voljo, tudi približno ni edini, ampak vse manj jih je pa zares. In v enem trenutku jih ne bo več. Ja, vsi smo malo hudi. Konec koncev sem jaz tudi malo kriv. A veš, jaz vozim RAV4. Hočem zdaj jaz biti pameten. A sem sploh lahko? To je tisto. Ok, jaz mislim, da sem vse povedal. Folk, lepo se imejte. Če imate kakšno mnenje, če imate kakšno vprašanje, ja, oglasite se. Drugače, dosti težje odgovorim. Ajde, čau.